Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Vaš kanal in regionalnih televizij Slovenije. Nocojšnje prave ključe bomo odstirali malce drugače, v stilu dobrodelnosti in v stilu humanitarnosti. Končal se je pravkar teden Rdečega križa, njegove dobrodelnosti in njegovih številnih aktivnosti. In nocoj v našem studiu gostimo gosta, Franca Koširja, predsednika Rdečega križa Slovenije. Dober večer želim. Dober večer. Z nami, glede na to, da smo na Dolenjskem, v Novem mestu, pa je tudi predsednica območnega združenja Rdečega križa, gospa Mojca Špec Potočar. Pozdravljeni tudi vi. Dober večer. Z vama dvema bi nocoj in seveda tudi z našimi gledalci rada podelila eno kratko svojo zgodbo, ki sem jo doživela na eni izmed humanitarnih dejavnosti Rdečega križa. Gospa Mojca, vi ste bila takrat poleg. Bilo je nekako takole. Sedeli smo v veliki dvorani, na eni strani donatorji štipendistov in na drugi strani učenci in dijaki srednjih šol. Ko sem jih takole opazovala, tudi mediji smo bili poleg, se mi je utrnila v spomin ena misel, ki me pravzaprav spremlja na nek način že od tistega dne. Učenci so podpisovali pogodbe, ko so donatorji donirali štipendije. Povedali ste mi, Mojca, da je danes tega precej manj, kot je bilo nekoč. Pa vendarle, učenci so nekateri podpisovali svoje štipendije oziroma donatorski prispevek z zanosom. Nekateri bolj stresočo roko. Prišla je celo mati neke dijakinje, ki je bila na študiju v tujini in se je po svoje zahvalila. Opazovala sem desno in opazovala sem levo stran. Vsi so bili nekako radostni in veseli. Eni, ki so prijemali, in drugi tisti, ki so dajali. Toda v spominu mi je ostala učenka, dijakinja, ki je ob koncu stopila pred mikrofon in dejala. Najprej je bila tišina. Tudi mi smo bili tiho in smo jo poslušali. Rekla je, cmok imam v grlu in glas se mi trese. Ampak moram vam povedati, da sem srečna, ker vem, da bom lahko doštudirala. In obljubljam vam, da vaše zaupanje ne bo izneverjeno. Toda rada bi povedala še nekaj, je dejala. Najbolj srečna pa bom takrat, ko bom jaz lahko sedela na tej strani in bom darovala. Spoštovani donatorji, v mojem imenu, v imenu vseh najlepša hvala. In ko sva potem, ko je bil ta uradni protokol, še malce poklepetali, so je nekako solze sreče in radosti stopile v oči. In jaz verjamem, spoštovana moja dva gosta nocojšnja in tudi gledalci, ki nas nocoj spremljate, da je tudi v vas veliko dobrodelnosti, veliko humanosti, za mnoga dejanja niti ne vemo. Prav pa je, da jih podelimo tudi z drugimi, z našimi gledalci in s tistimi, ki so pomoči potrebni, kot tudi s tistimi, ki pa morda to pomoč danes lahko dajejo. Malce drugačen uvod za tole našo današnjo oddajo je pa ključ, ki je odprl marsikatero srce. Teden Rdečega križa je torej za nami, se zaključuje. Spoštovani predsednik, gospod Košir, kaj je bilo, geslo je bilo malce drugačno, pa vi povete, kakšno je bilo geslo in kako je potekal ta teden, kako ste ga pravzaprav doživeli? Ja, letošnje leto je bilo res drugačno geslo. To je bilo mednarodno geslo, kajti Mednarodna organizacija Rdečega križa in pol meseca se je vzela letos za slogan Mladi za boljši svet. In seveda temu se bomo prilagodili tudi vse prireditve, vse dogodke. Dogodkov je bilo zelo veliko v tem tednu, saj imamo mi 56 območnih združenj in vsako območno združenje je posebej na nek način te dogodke organiziralo, tako z mladimi, kot tudi z starejšimi ali pa tudi z zelo starejšimi ali pa starimi občankami in občani. To, kot sem rekel, na razne načine, recimo z raznimi razstavami, za včlanjevanje mladih v Rdeči križ, z nekim izobraževanjem, merjenje krvnega sladkorja, pritiska in tako naprej.
vse to, vsak po svoje, bom rekel, ne? Ampak v glavnem je bilo pa teh dogodkov res izredno veliko. V območju jugovzhodne regije, kjer ste predsednica vi, gospa Potočarjeva, je bilo dogodkov kar nekaj, ki jih je spremljala tudi naša medijska hiša. Katerega bi morda izpostavili? Ja, res je, v tednu Rdečega križa smo posebej posvetili predvsem sodelovanju z mlajšimi, torej srečanju z vrtčevskimi otroci in seveda medgeneracijsko sodelovanje tudi na drugi strani srečanja starejših smo pričeli, torej ker imamo kar 35 krajevnih organizacij, torej široko mrežo vseh 8 dolenjskih občin, zato dejansko v tem tednu poudarjamo predvsem glede na slogan to medgeneracijsko sodelovanje. Povedala pa bi, pa izpostavila tako medijsko kot pravzaprav sodelovanje z vsemi donatorji, da je tudi košarica Rdečega križa, ki jo imamo vsako leto ob tem priložnosti v celem mesecu maju, dejansko ena izmed nalog ali pa prepoznavnosti, ko je lahko vsak človek nekoliko donator za prejemnike tistih paketov, drobne pozornosti in seveda najbolj bi se pa zahvalila tudi trgovinam, ki sodelujejo v tej mreži, pa seveda mladim učencem osnovnih šol, ki sodelujejo v tej akciji in seveda tudi pripomorejo k temu, da se svojimi dejanji vedo, kaj je prostovoljstvo in kakšna je vloga Rdečega križa. No, mi pravkar spremljamo na našem ekranu tudi košarico Rdečega križa, ki je potekala torej na našem območju. Se je ta košarica prijela v širšem slovenskem prostoru? No, dejansko res, no, da je ta košarica tudi v širšem slovenskem prostoru se je prijela. Imamo tudi več drugih takšnih prireditev med letom, recimo Drobtinica, kjer je tudi predvsem za osnovne šole, kjer se zbirajo sredstva za šolske potrebščine. Tudi ta se je dobro prijela in je v letošnjem letu sem prepričan, da bo že več kot polovica, oziroma bom rekel, ker 2/3 območnih združenj bodo že organizirali to akcijo. Zdaj smo že pri mladih, pa če dovolite, bi mogoče še 2 besede o mladih, kajti letos, kot sem rekel, bil slogan takšen, kot sem že povedal. Mi smo si tudi v strategijo Rdečega križa Slovenije zapisali že v lanskem letu, da moramo posebno pozornost nameniti mladim, to se pravi učenje mentorjev, da znajo poslovati z mladimi na področju izobraževanja, na področju socialnega varstva, zdravstva, potem tudi prve pomoči, potem povezovanje z drugimi organizacijami, sorodnimi ali pa približno sorodnimi, tako v državi kot tudi izven države. In še nekaj, zelo smo podprli in smo tudi začeli s to inicijativo Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca, da ne bi bili mladi agentje vedenjskih sprememb. Tukaj se predvsem promovira nenasilje, mir, potem nediskriminacija, destigmatizacija in vse ostale zadeve, da bi se ti vedenjske spremembe na teh področjih, ki so danes v svetu tako pomembne in v tem globalnem svetu, da to posebej poudarim, vsak dan govorimo o njih, seveda ne storimo pa, jaz mislim, da ne dovolj. In je zelo v redu, bom rekel, odlično, da smo se temu tudi prilagodili, tudi našo organizacijo, naše poslovanje v bodoče, da bi prvo seveda posameznike to vedenjsko spremenili in ti posamezniki bi pa potem naprej to inicijativo razvijali, da bi tukaj na tem področju tudi dosegli neke rezultate. Prepričan sem, da jih bomo. Torej, imate prepričanje in verjetno to tudi čutite na nek način, ne? Vi osebno veliko sodelujete tudi z mladimi. Ne toliko veliko, moram kar po pravici povedati, ampak so pri tej priložnosti sestanki, razgovori, ali kakšni obiski, ali kakšna srečanja, sem pa tudi vedno zraven. Recimo v soboto smo imeli na Debelem rtiču državno tekmovanje osnovnošolskih ekip v prvi pomoči. Zbralo se jih je bilo na tem finalnem tekmovanju 8 osnovnošolskih ekip. Moram posebno čestitati Novemu mestu, kjer je doseglo prvo mesto osnovnošolska ekipa. No, zakaj je še to toliko bolj pomembno, sem rekel, da je 8 ekip prišlo v finale, zaradi tega, ker je sodelovalo na regionalnem nivoju celo 140 ekip osnovnih šol. To se pravi, da dejansko Rdeči križ, ne samo vodstvo oziroma sedež, ampak tudi vsa območna združenja res aktivno delajo z mladimi in jaz sem se posebno vesel, ker sami v vodstvu ne bi mogli, dobro, mi dajemo neke smernice, ampak glavno delo seveda pa opravijo prav na območnih združenjih.
torej širite mrežo na ta vsa območna združenja, ne. Čestitke torej, ne, tudi midve verjetno našim šolarjem, ki nas verjetno sedaj tudi spremljajo in gledajo za to prvo mesto. Ste ponosni, Mojca, na to? Seveda, bi ob tej priliki kar izkoristila možnost, da jim čestitam. Osnovna šola Center, dejansko ekipa prve pomoči je bila odlična. Jaz sem dobila takoj sporočilo v soboto iz Debelega rtiča, da smo zmagali, ne, se identificiram s tem in vesela sem, kajti znanje, ki ga imajo, bodo ponesli svojim sovrstnikom in seveda tudi vsem ostalim v okolje. In prepričana sem, da tudi preko krožkov, kot ste že omenila prej, sodelovanje in mrežo z mladimi. V osnovnih šolah imamo več kot 11 osnovnih šol na našem območju, ki uvaja v svoj program, šolski program tudi krožke prve pomoči in seveda tudi Rdečega križa in poznavanje, vedenje o Rdečem križu, o prostovoljstvu, glede na novi zakon o prostovoljstvu, o socialnem podjetništvu, je pravzaprav to, da je nekako tudi vzgojna pot in aktivno sodelovanje mladih dejansko to, da so lahko dobri ljudje in da postanejo na koncu, tako kot ste uvodoma rekli, tudi nekoč dobri donatorji. V šolah, že v osnovnih šolah pravimo, ne, morda ne vem, tudi že v vrtcu, imajo prve zametke pomagati. Kdo jih pravzaprav izobražuje? Ja, izobražuje jih pravzaprav prvo je okolje, torej v okolje, kamor pridejo, v vrtce, v vzgojiteljice, mentorice in seveda tudi učiteljice. Jasno pa, da brez podpore in vzgoje in dobrih vzgledov v družini tega ne more biti. In seveda nadgradnja posameznika in vzgoja je tista, ki daje možnost in moto vsem nam za boljši jutri, za boljše življenje, samo s tem, da ko daješ sebe, tudi lahko prejemaš. Ja, in ker mnogi v današnjih kriznih in težkih časih posežejo po prvi pomoči, če bi temu lahko tako rekli, pa naj bo v hrani, v obleki ali v čemerkoli že. Ali je gospod Košir v teh današnjih resnično težkih kriznih časih veliko takih, ki so potrebni pomoči Rdečega križa? Dejansko je veliko število, tako da človek včasih sploh ne verjame lastnim številkam, čeprav so točne, brez dvoma točne. V lanskem letu smo preskrbeli približno, bom kar skoraj točno povedal, 145.000 posameznikov in družin. Pa kljub temu lahko vzamem še, da druge humanitarne organizacije še približno nekaj čez 100.000, torej je bil pravilni podatek statističnega urada Slovenije v lanskem letu, ko so navedli, da je 12,5% ljudi oziroma prebivalstva pod pragom revščine. Pa še to bi istočasno omenil, da je veliko pa takih, ki ne upajo tudi po pomoč, ker jih je sram, ne. In jaz tudi zdaj imam to priložnost, da apeliram na vse, ki težko živijo, naj pridejo po paket, ni važno, pridejo enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat in jih ne bo sram. Oni sami niso krivi za takšno situacijo, ker kriva je splošna gospodarska kriza in ko bomo šli iz tega, seveda sem prepričan, da bo takoj 10-15% manj takšnih ali pa še več, ne. Če pa dovolite, pa lahko tudi še povem, da smo v lanskem letu poleg številke, ki sem jo povedal za posameznike in družine, da smo mi lansko leto razdelali na državnem nivoju celo 4400 ton hrane in prehrambenih izdelkov, delno največ iz evropskih rezerv, delno pa seveda tudi z našimi akcijami, tudi iz sredstev Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Na terenu so pa zbrali še dodatno približno 700 ton prehrambenih artiklov, higienskih pripomočkov, obutve in obleke. In če še mogoče povem samo za državni nivo, da smo priskrbeli na leto 1 milijon paketov in da vsak dan, to se pravi 365 dni, mi razdelimo 11 ton hrane. To je pa ogromno. No, mi pa pravkar na televizijskem ekranu gledamo tudi posnetke. Lahko bi temu rekli iz preverjene domače prakse, ko je eden največjih farmacevtskih gigantov, pravzaprav največji pri nas, to je Tovarna zdravil Krka, imela tudi svoj teden, ki ga je poimenovala teden
prostovoljstva, dobrodelnosti in humanitarnosti in ponudila roko sodelovanju tudi različnim humanitarnim organizacijam in pa seveda tudi Rdečemu križu. Mojca, kako je to potekalo? Ja, res je, Krka se je povezala z nami in najavila svoj teden dobrodelnosti in seveda veseli smo bili in ponosni, da se je kot generalni pokrovitelj našega sklada za pomoč ljudem v stiski odkalo takšno sodelovanje, da smo pravzaprav bili deležni tega sodelovanja tudi, tako kot je bilo zdaj videti na ekranu, da so prišli k nam iz podjetja sodelavke in so seveda tudi pomagale pripravljati pakete, da so doživele, kaj to pomeni v našem skladišču, skladiščenje in priprava, zbiranje prehrambenih artiklov, na drugi strani tudi oblačil, obutve, igrač. Seveda pa smo jim pripravili tudi nekako eno predavanje o pomenu in vlogi naših nalogah Rdečega križa. Moram pa reči, da smo prav ponosni na to, da se je začel ta teden v ponedeljek zjutraj na našem centru za transfuzijo, ko se je odzvalo ogromno krkašev, ki so prišli darovati kri in seveda tudi s to gesto nekako pokazali, da so sočutni do drugih, da rešuje življenja in da seveda s prostovoljnimi dejanji lahko bogatijo naše okolje. Seveda smo v celem tednu skupaj še izvajali ostale aktivnosti in veseli smo, da je v našem okolju podjetje s tako visoko družbeno odgovornostjo. Zato se jim še enkrat tudi tukaj zahvaljujem za njihovo sodelovanje, za pokroviteljstvo Sklada za pomoč ljudem v stiski in za vse akcije, za katere sodelujemo skupaj. Gospa Potočarjeva, pa jim sledijo tudi druge organizacije pri nas? Moram reči, da dejansko iz pogovorov in iz aktivnosti, ki jih imamo tudi z drugimi organizacijami, je čutiti, da je prvenstveno predvsem Krka, delniška družba, tista, ki je glavna in ki je gonilna sila na vseh področjih, tako tudi družbene odgovornosti in seveda tudi ostala podjetja jih sledijo. In moram reči, da imamo zabeleženih vsako leto 19 gospodarskih družb, ki so donatorji, ki sodelujejo v našem skladu in veseli smo, da lahko iz teh sredstev seveda pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Torej, donatorji so, zasledila pa sem podatek, pogovarjali smo se, kako globoko je kriza zarezala v naš prostor, da je prav Novo mesto za okolico na nek način v tej sferi najbolj ogroženo. Je temu res tako? Ja, lahko bi rekli po eni strani, da je res temu tako, kajti glede na močno gospodarsko vejo in tudi razvejanost različnih podjetnikov je čutiti v določenih obdobjih večje povpraševanje oziroma sklicevanje na pomoč pri nas. In seveda takrat se mi odzovemo in pričakujemo takšne pomoči oziroma večje navale in se tudi pripravimo, kar se tiče tako prehrambenih paketov, kot seveda naša komisija, ki odobrava pomoči, seveda finančne v obliki bonov in seveda tudi vse več pa je psihosocialnih pomoči, nekako v prejšnjem letu, v celem letu nekako 500 takšnih primerov, ko je treba tudi veliko razgovorov. Naša socialna delavka je aktivna na tem področju in seveda torej vse oblike pomoči so tiste, ki lahko pomagajo prebroditi krizo in seveda tudi nekako popeljati človeka skozi krizo v nove cilje, v nove tržne niše oziroma tudi v nove izzive. Različne oblike, kot pravi gospa Potočarjeva, pomoči so in Rdeči križ temelji na večjih poslanstvih, ki jih mogoče malce izpostavite. Dejansko ni samo ta socialna dejavnost, čeprav v zadnjih 2-3 letih moram reči, da približno 70% časa porabimo prav za to humanitarno socialno dejavnost, kajti kriza, kakršna je, moramo tudi mi slediti. Dočim po našem zakonu o Rdečem križu pa imamo seveda še druga pooblastila, javna pooblastila, to je krvodajalstvo, ki je zelo pomembno tudi za seveda našo celotno družbo, potem je to prva pomoč, potem pripravljenost in pomoč slučajno v nekih elementarnih in drugih nesrečah in pa iskanje pogrešenih. To imamo te 4 javna pooblastila. No, ko smo že govorili o krvodajalstvu, kaj precejšnja dilema je bila, ali
dela prosti dan ali ne, ali pripada krvodajalcu malice ali ne. Če se prav spominjam, sta bile celo 2 dneva prosta včasih. Verjetno naše gledalce zanima, kajti kar veliko je, bomo verjetno priznali vsi skupaj, krvodajalcev v Sloveniji. Kakšne ugodnosti imajo glede na to, da darujejo kri? Koliko krvi pravzaprav je potrebno danes v naši državi? Mi imamo izredno veliko krvodajalcev in se lansko leto smo jih imeli 115.900. Zelo smo ponosni, da se je število novih, predvsem pa mladih, poudarjam, predvsem pa mladih povečalo. To je izredno pomembno za nas, tako da je samozadostnost s krvjo pri nas popolnoma v redu in res je lahko v vsakem trenutku je na razpolago tistim, ki jo seveda najbolj potrebujejo. Zelo smo se pa bali, moram reči, da se ne bo to število zmanjšalo že takoj v začetku krize. Zakaj? Zaradi tega, ker smo rekli, vsakdo se bo vprašal, zakaj bi jaz dal prostovoljno oziroma posebno je pa poudarek na brezplačnosti, če pa nimam za nujne življenjske potrebščine. Vendar to se ni uresničilo. In mi smo vsi zelo veseli, da se ta zadeva ni uresničila. Glede prostega dne, ko ste ga že omenila, dejansko je bil pred 2003 letom, so imeli krvodajalci 2 dneva prostega in takrat, ko se je eden ukinil, en dan, se je zmanjšalo število krvodajalcev za nekaj več kot 20%. In 3 leta nismo prišli na isto raven kot pred 2003 letom. In zdaj smo napeli, lahko rečemo, vse sile, ne tudi sami, tudi ostali drugi na ministrstvih, tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in še drugi, ki seveda so vedeli, kaj bi bilo, če bi ta prost dan ukinjen. In zdaj lahko z veseljem ugotovimo ali pa ugotavljamo, da bo še naprej ta prost dan vnaprej tudi veljavi, tako da se lahko tudi vsi krvodajalci, da lahko rečem, če lahko tako rečem, veselijo, da je ta dan tudi ostal. No, malica pa kljub temu še vedno ostane, čeprav je bila cena nekoliko znižana. Včasih so posamezna območna združenja lahko nekako sama skoraj določila vrednost malice, danes je pa limitirana na 4 evre. Tako da je ta znesek kar majhen. Moram pa istočasno mogoče reči še to, da na krvodajalca pa dobimo veliko manj kot v drugih državah. Recimo v Italiji dobijo skoraj 2,5-krat več na krvodajalca, to je pa bistveno drugače, ravno tako tudi v drugih državah, da ne govorim tudi v Hrvaški, ki ima tudi veliko več dobijo od države na krvodajalca, kot pa mi. Moram reči, da tudi naša območna združenja seveda imajo vedno več problemov, tudi samo organizacijo, ker to je ogromno dela. Nekdo misli, da je to zelo malo dela, ampak je ogromno dela in tudi ogromno stroškov. In nikdar seveda sama ministrstva ali pa ministrstvo za zdravje ne pokriva v celoti vseh stroškov, ki jih imamo. To se pravi, mora tudi z lastne dejavnosti pokriva tudi krvodajalstvo, čeprav imamo to javno pooblastilo. In seveda, zakaj tudi se potem pritožujejo na območnih združenjih, ker čim več krvodajalcev imajo, ne dobijo več denarja, ker ga mi dobimo skoraj vedno isto ali pa še malo manj. V letošnjem letu ga bomo dobili seveda približno, ne vem točno znesek, ampak po predvidevanjih, ker končnega razrez proračuna sem jaz videl, ampak zdaj, ko je bilo pa sprejeto v državnem zboru, pa upam, da je vsaj ta znesek ostal, čeprav je 10% nižji, kot je bil pa predviden za letošnje leto. Gospa Potočarjeva, menite, da bo to vplivalo, da bodo morda vaše akcije sedaj, glede na to, da je manj sredstev, kot smo slišali, gledalci verjetno niti ne vedo, da so za to potrebna dodatna sredstva, ki jih je potrebno na tak ali drugačen način zbrati in da je tukaj kar veliko logistike in organizacije potrebno. Pa vendarle, kako je to v naši regiji? Ja, moram reči, da lahko zanikam, da to ne bo vplivalo na število, kajti mi zdaj že kar nekaj let opažamo nekako povprečju 12% porast letno končno število krvodajalcev. Predvsem smo veseli in ponosni na število, ki ga imamo, skoraj 5001 je bilo v lanskem letu odvzemov krvi oziroma krvodajalcev, ki so se odzvali, ki redno darujejo kri. Hkrati pa bi rekla, da smo s 555 novimi, tistimi, ki so prvič dajali kri, predvsem iz vrst mladih, nekako mladimo oziroma pomlajamo skupino in v prihodnje ne bo manjšega. Kajti naša aktivnost nekako
ne glede na sredstva, je vedno močna, vedno delamo v tej smeri, da skrbimo za tiste, ki so naši redni krvodajalci in za to, da ozaveščamo mlade, da pristopajo v novo. Moram reči, da tudi že do sedaj, glede na preteklo obdobje lanskega leta, v prvih 4 mesecih beležimo kar 1742 odvzemov krvi, kar pomeni, da je tudi nekje 12% porast, torej povprečje sledi tudi v teh presekih in prepričana sem, da glede na to, da smo imeli že letos 4 stokratnike, ki so 100-krat darovali krvi in 2, se pravi prihodnji teden bo dal drugi 120-krat darovano kri, da teh jubilantov imamo veliko in seveda tudi ti sa svojimi dejanji nekako ponašajo. Torej, naša aktivnost v letošnjem letu smo uvedli novost, smo znižali stroške za to, da lahko prihranimo na en način in da damo za druge aktivnosti. Pri krvodajalstvu je ta, da smo uvedli SMS sporočila pri vabljanju posameznikov na krvodajalske akcije. To nam je poštne stroške znižalo in seveda 3-kratno nam je znižalo. Seveda pa ta novost gre tudi s časom, kajti dan danes je čisto nova, moderna tehnika in seveda ravno zaradi tega iščemo nove priložnosti. Klub 25, ki smo ga v lanskem letu ustanovili, pa je tudi ena od oblika medgeneracijskega sodelovanja in tistega odgovora na vprašanje sodelovanja z mladimi, kajti vemo, da je predvsem v mladih bodočnost, glede na krizne čase in vse težka pridobivanja delovnih mest, pa pravzaprav zaposlitve, pa je prostovoljstvo ena od priložnosti, ki krepi človeka, mu daje izkušnje in seveda tudi vrednote. No in imate tudi, kot ste rekli, nov način obveščanja, nov način komuniciranja, prilagojen današnjemu hitremu tempu življenja in sodobnemu času, torej SMS sporočila. In ravno včeraj mi je kolega Sebastian, ki se stoji sedaj tam za tisto kamero, povedal, poglej Rena, SMS sporočilo imam, v ponedeljek grem dat kri in mu rečem, potem to ponedeljek ne bo. Ne, dal bom kri, to da vem, kakšna je situacija in prišel bom na delo. No in ker mi sedaj je dal tudi namig, da je čas za oglase, se posvetimo še oglasom. No takole, nazaj smo po oglasih v oddaji Pravi ključi in odstирamo tiste prave ključe, ki nekako ljudem pomagajo odpreti srce, pomagajo pravzaprav odpreti vrata, da bi lažje premagovali svojo stisko. Ja, zgodi se, da se v taki situaciji praktično čez noč lahko znajdemo tudi mi, lahko znajdete tudi vi, ne glede na to, kakšna je naša situacija danes. Zgodi se predvsem ob morda elementarnih nesrečah. In kdo je takrat prvi na kraju prizorišča, med drugimi tudi ekipa Rdečega križa in seveda tudi ekipa drugih humanitarnih organizacij. Pred oddajo smo se pogovarjali o humanitarni nesreči, pravzaprav elementarni nesreči, o poplavah in kako nemudoma, hitro in v kako pravzaprav velikem številu so bile tudi vaše ekipe Rdečega križa na kraju dogodka. Pa jih nekako ni bilo zaznati, ali pač? No, moram reči, da v zadnjem času smo mi kar zaznavni na terenu, predvsem v teh poplavah, kot ste omenila, kajti mi smo zelo napredovali na tem področju in imamo izredno veliko ekip v celotni Sloveniji. Če dam kar podatek, da jih je bilo 9. leta samo 16, jih imamo v letošnjem letu že 73 in še 10 je praktično tik pred zdajci, da se izobrazijo in da se tudi opremijo. To so zelo, kako bi rekel, zelo kvalitetne ekipe, zelo dobro poznajo svoje delo in marsikdo je takrat rekel, ko so bili poplave, da smo bili še celo preveč vidni proti drugim službam. To pa zaradi tega, seveda, ker smo v rdečih uniformah, drugi so pa mogoče malo vidnih, recimo tako gasilci kot recimo delavci uprave za civilno zaščito, oziroma upravo za reševanje in zaščito. Tako da smo bili res vidni. Moram reči, da mi ogromno delamo na tem področju usposabljanja teh ekip.
kajti to ni majhno delo, tudi veliko denarnih sredstev je potrebno za to usposabljanje in tudi za opremljanje. No, tukaj moram reči, da nam je veliko pomoč seveda sami ne bi zmogli, ker imamo tudi javno pooblastilo Ministrstva za obrambo in moram reči, da tukaj bomo v letošnjem letu, če spet gledam proračun, sprejet proračun, še najmanj zgubili, kar sem tudi jaz izredno vesel, ker takih ekip, ki so usposobljene, ne smeš pustiti pri miru. Ti moraš stalno jih, jaz večkrat rečem, teoretično in fizično imeti v kondiciji. Ker stalno so tudi neke drobne novitete, da pa ne grem o fiziki, če fizično nisi dobro pripravljen in da praktično ne spremljaš zadev oziroma da ne treniraš naprej, seveda lahko je čez 2-3 leta, ko bo nekaj nujnega ali pa že jutri, nikdar se ne ve, taka ekipa se ne bo znala obrniti. Tudi te defibrilatorji so izredno pomembno orodje v teh primerih, tako da smo mi pripravljeni, moram reči, tudi za večje nesreče, katerekoli elementarne nesreče. Moram še povedati to, kar sem že tudi prej omenil, tudi te osnovne šolske ekipe, ki jih je toliko, kot sem rekel, 140 na vseh regijah, seveda so dobro pripravljeni, čeprav so to seveda kljub temu osnovnošolci, ampak če bi jih vi videli pri delu, jaz sem imel občutek, da so odrasli, tako dobro so delali, seveda bi bili verjetno malo drugače, bi se ponašali, če bi bila res prava nesreča, sem prepričan, ampak nekje v domačem okolju, pri sosedih in tako naprej, sem pa prepričan, da bi tudi oni opravili zelo koristno delo. Poleg tega imamo pa mi še tako imenovane nastanitvene enote za primer seveda večjih nesreč, ki so locirane v Novem mestu tudi, v Gorici, v Ljubljani in tako imenovani stacionari, to je prava bolnica, ki jo lahko postaviš recimo na večji prostor, recimo jaz kot toliko velika, kot je neko nogometno igrišče, kjer se zelo hitro to vzpostavi in se lahko uvršijo tudi manjše operacije in podobno, se pravi res tista hitra ali pa najnujnejša pomoč. Boste rekli, ja, ste vi tudi strokovnjaki v Rdečem križu za operacije in podobno. Ne, to nismo, ampak mi tesno sodelujemo z medicinsko fakulteto in z medicinsko fakulteto imamo ekipe, ki jih takoj lahko postavimo v ta šotor in začnejo delati. To se pravi, ni to, kako bi rekel, da imaš samo nekje teoretično, ampak tudi v praksi lahko takoj ta stacionarij zaživi oziroma to šotorišče. Torej gre za zelo povezano medsebojno sodelovanje in pa seveda tudi izobraževanje. Ste, gospa Potočarjeva, vi osebno doživeli oziroma bi lahko izpostavili kakšen tak primer recimo v vaši regiji, v naši regiji, v jugovzhodni Sloveniji? Ja, moram omeniti, da ravno tako, kot ste rekla, pred 2 leti, ko so bile poplave, imamo tudi pri nas območje občin, ki so bila poplavljena in seveda je bilo treba takoj v akcijo pomagati, se povezati tudi z župani teh občin in seveda z vso ekipo od gasilcev do ekip civilne zaščite in reševanja in seveda skupaj smo izvajali in pomagali družinam. Seveda na kraju samem pa, ko prideš v tisto poplavljeno, mokro hišo, nekako vidiš stisko ljudi in tudi radost, kot ste že tudi vi rekla in ugotovila, ljudi, ko te pogleda in se ti zahvaljuje, pa ni treba besed, ampak samo pogled veliko več pove in seveda tudi ta hvaležnost, jasno pa družine z otroci, kajti ti zgledi, ko pomagaš, seveda opaziš, da je otrok nekako drugače dojema svet in seveda tudi so ljudi. Torej, dobrota in pomoč je zelo pomembna. Moram pa reči, da prej je bilo omenjeno sodelovanje z institucijami, tudi močno združenje je v lanskem letu oziroma letos močno aktivno sodeluje z Visoko šolstvo za zdravstvo. Podpisali smo pismo o nameri oziroma pogodbo o sodelovanju, kjer njihovi študentje aktivno sodelujejo pri naših delavnicah, pri našem usposabljanju tako stacionarja oziroma ekip prve pomoči, kajti mi imamo tudi kot območno združenje svojo ekipo prve pomoči in dejansko pri usposabljanju na terenu sodelujejo in tudi pri izobraževanju, tako pri uporabi defibrilatorja, ki ga imamo nastanjenega tudi na našem humanitarnem centru in seveda izvajamo delavnice, kot pri oživljanju, kot pri ostalih preventivnih programih, ki jih izvajamo na terenu za širšo javnost, seveda pa ne samo za Visoko šolo za zdravstvo, tudi z ostalimi, naprimer gradbeno
Srednja gradbena in lesarska šola, smo ravno prejšnji teden izdelali izdelke za 4 družine, socialno šibke družine, se pravi izdelke pohištvene artikle, in seveda so nam predali, preko nas so prijele te družine te artikle, in moram reči, da skupno sodelovanje in to medsebojna pomoč, vzori nekako vlečejo in seveda nam polepšajo te trenutke, in kot ste rekla, doživetja so zelo globoka in to je tisto gonilna sila nas, ki delamo prostovoljno, poleg svojega delovnega časa še nekako je seveda to razdajanje in to nesebično pomoč in seveda hvaležnost, ki jo prijemaš, nekako tisto veliko več in se ne da vrednotiti nobenem denarju. Poglejte, gospa Potočarjeva, samo to bi še rada dodala, mislim, da moram povedati tudi širši javnosti. Govorimo, kako se pravzaprav razdajate tudi vi gledalci, tisti, ki darujete in ki sodelujete vsak na svoj način, in pa seveda vi, ki aktivno sodelujete v Rdečem križu. Rezultati so pravzaprav na dlani, ampak pred kratkim, če smemo to podeliti z našim gledalcem, morda se ne boste z mano strinjali, pa vendarle bi lahko rekla, da ste doživeli šok. Kajti bila sem nedaleč stran, ko je pač na nekem dogodku voditelj vprašal, kaj pa če bi zadeli na loteriji toliko in toliko denarja, bi del podelili ali pa poklonili potrebnim v humanitarni organizaciji Rdečemu križu. In odgovor je bil šokanten. Se ga še spominjate, gledala sem vas in spremenili ste barvo. Ja, res je. Res je bil šokanten odgovor, predvsem, ker sem to slišala iz ust mladega človeka, ki pravzaprav bi moral dojemati svet in aktivnosti in razdajanje prostovoljstva, prostovoljcev na terenu nekako čisto drugače. In ravno zaradi tega menim, da je potrebno še aktivneje sodelovati, še aktivneje delati v okolju in seveda tudi povedati, da se predvsem Rdeči križ in vse humanitarne organizacije trudimo, da delamo transparentno, da so sredstva, ki jih pridobimo, namensko dana tistim, ki so pomoči potrebni, da se vse evidentira in da seveda transakcijski račun in sklici, ki so za vsako akcijo posebej speljani, da gre vsak evro, vsak cent res v prave roke, da je vse preverjeno in da seveda, da je zaupanje med mladimi, med vsemi generacijami, tista trdna vez in seveda gonilo naše družbe. Da vam povem, ne, gospod Košir, šlo je za nezaupanje humanitarni organizaciji in Rdečemu križu in ta oseba ne bi darovala sredstev na tak način. Pa vendarle v javnosti je večkrat zaslediti, ne, tudi v anketah, ki jih občasno opravimo na ulici, da sem ter tja, kdo ne zaupa humanitarni organizaciji, ne zaupa Rdečemu križu. Kako bi vi to komentirali? No, jaz bom tako rekel, da sigurno so tudi takšni ljudi, ki ne zaupajo in ne bodo zaupali, tudi če Rdeči križ deluje, da ima rekel 200 ali pa 1000 let, ne. Vendar tudi jaz bom na tem mestu povedal, da pustimo zgodovino, ki je bila tudi v Rdečem križu, ne moramo s to zgodovino zdaj operirati, ne vem, 50, 20 let. Stvari se spreminjajo. Ljudje so tudi drugi v teh organizacijah, tako na sedežu, v vodstvu, kot tudi po območnih združenjih. Mi imamo kompletno evidenco, tako kot je že gospa rekla, za vse tisto, kar sem jaz prej rekel, tiste veliko količino, ki jo podelimo, ne, se ve točno primek in ime in koliko je dobil. Ne. Se pravi, se točno ve, kdo. Tudi dokumenti so vzadje, zakaj je dobil ta posameznik. Ne. Poleg tega vse te akcije, ki jih peljemo, recimo peljimo jih na morje, ki zbiramo sredstva za socialno ogrožene otroke in tudi starejše in jih peljemo za 100 na morje, ali pa lepo je deliti, v jesen bomo imeli to akcijo, imamo vsako leto, že z letos 5. leto, bomo tudi zbirali sredstva za ta namen. Ta sredstva gredo direktno za te namene. Moram reči, da peljimo jih namene do letošnjega leta, nismo imeli niti za logistične stroške, niti evra nismo vzeli od tega zneska, vendar smo zdaj analizirali situacijo v drugih državah, zapadnoevropskih in še Združene države Amerike smo dobili podatke, da od vsake donacije, pa ni važno, ali pa od neke akcije zbiranja sredstev, Rdeči križ sam zadrži do
ne vedno, ne, ampak do 20% teh sredstev za vso logistiko, ki jo upravljaš. Ker to je ogromno dela s to delitvijo vseh prehrambnih izdelkov, pa tudi ostalega. Ne. Čeprav, še enkrat poudarjam, da brez prostovoljcev kljub temu ne bi šlo. Če bi pa mi še zaračunali tistih 15 do 20 tisoč prostovoljcev, ki jih imamo, da bi še tisti nekje, da rečemo, računali, čeprav se prostovoljci ne bodo zaračunali, bi bil pa ta znesek neverjeten. Jaz sploh ne vem, koliko milijonov evrov bi to znesel. Ne? Tako da država tudi tega sama ne bi zmogla, ker za logistične stroške nam država tudi sama kot takšna, oziroma vlada, ne daje nobenih sredstev. In jaz bi tudi zdaj ta trenutek, ko imam priložnost, rekel, da naj vseeno, čeprav so še takšni ljudje, da ne zaupajo Rdečemu križu, naj vendarle zaupajo, nihče od nas ne da nič v žep. Javno lahko rečem nič v žep, ker imamo točno, kot sem rekel, točno evidenco in imamo cilje določene in vsi delamo samo zaradi tega, da bi pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Vaše poslovanje je sicer tudi drugače, zakonsko je regulirano in pa seveda tudi zelo kontrolirano, kaj ne? No, tukaj moramo zdaj pa razlikovati, ne? Kar je tega podarjenega denarja ali pa doniranega denarja, to ni kontrole, to smo mi sami kontrolori, mi imamo tudi znotraj nadzorni svet, glavno odbor, interni, tako. Ampak kar se pa tiče denarja, recimo mi smo ga dobili tudi z Evropske unije za izgradnjo hotela Aria na Debelem rtiču. Poleg tega dobimo tudi ta vladna sredstva od Ministrstva za obrambo pa od Ministrstva za zdravje in od Fundacije za invalidske in humanitarne organizacije, od te fundacije. Za te tri smo pa zelo natančno kontrolirani. Lahko pride, recimo, konkretno, pa smo že omenili te poplave pred 2 leti, to je Računsko sodišče prišlo v kontrolo, zelo natančno kontroliralo, kako je bilo s tisto sredstvi, ki smo jih dobili od države. Tako da je ta kontrola, mislim, kot sem rekel, tako na državnem nivoju, omenil sem Računsko sodišče, lahko bi začel seveda z Uradom za nadzor proračuna, ki je prvi tisti, ki začne kontrolirati, seveda v naslednji fazi pa lahko tudi to Računsko sodišče. Če pa gledamo evropska sredstva, mogoče še to dodam, seveda pa pridejo lahko tudi iz Evropske unije kontrola, ali si uporabil za te namene ali nisi. No, omenili ste tudi še druge vaše akcije in dejavnosti in ravno danes na današnji dan se začenja tukaj pravzaprav v Novem mestu in seveda tudi v širši Sloveniji nova akcija. Gospa Potočarjeva, kaj ne? Ja, vsak dan je pravzaprav neka akcija in dejansko to teden Rdečega križa, mesec Rdečega križa oziroma košarica Rdečega križa seveda se nadaljuje in nadgrajuje. Jasno pa je, da tudi v tem tednu osnovne šole zbirajo prehrambene artikle in seveda tudi otroci sami prinašajo v šole in seveda glede na statistiko lani smo kar 242 družin opremili s temi paketi. Prepričani pa smo, da bomo letos še več paketov iz tega izdelali. Seveda pa se izvajajo aktivnosti v zvezi z tem, da bi otroke popeljali na morje in seveda tudi smo poslali pobudo na osnovne šole, da zbiramo prijave za kar 400 otrok, tako smo tudi lani peljali na Debeli rtič, peljimo jih na morje oziroma da jih popeljemo brezplačno ali z minimalnim prispevkom sredstev na Debeli rtič za 7 dni in seveda tudi mentorstvo in zbiranje prostovoljcev, ki bodo s temi otroci, se odvija in seveda tudi pripravlja te aktivnosti. Peljemo pa vzporedno tudi še ostalo akcijo oziroma projekt, ki smo ga tudi sofinancirali z evropskih sredstev programa LIDER. Gre za projekt Mladi za mlade po srcu. To je zelo inovativen, nov projekt, nov pristop glede na Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti in seveda posvečenje vzgoji in pa sodelovanju mladih prostovoljcev na eni strani, na drugi strani pa vključevanje starejše generacije preko ustanovljenih centrov za samopomoč oziroma centrov za pomoč in seveda predvsem gre tukaj za področje Mirne peči, v Novem mestu pa področje Stopič, kjer lahko nekako bomo beležili preko 200 prostovoljcev na eni in drugi strani in seveda tudi te aktivnosti peljali aktivno zdaj v tem mesecu, v juniju, vse do jeseni.
Če sem prav slišala, rekli ste 400 otrok peljete na morje, pa je toliko prijav? Sedaj smo dali šele pobudo ven osnovnim šolam. Lansko leto smo jih imeli toliko. Vkolikor ugotovimo, da iz katerega območja imamo še možnost, ker nam sofinancirajo tudi to občine, vseh 8 občin, seveda tudi pokličemo in dodatno še poiščemo tiste posameznike, za katere tudi mi v naših bazah vemo, da so otroci, ki so potrebni, ki so iz takšnega okolja, da so potrebni nekako novega okolja, da ga iztrgamo iz tega sedanjega in seveda tudi iz zdravstvenih razlogov. Torej, poiščete tiste prave, da jih potem popeljete, sicer pa v Rdečem križu poiščete tudi marsikoga pogrešenega, kaj ne? No, tudi še vedno. To se sliši malo čudno, ne? Ampak imamo to javno pooblastilo. Mi še vedno iščemo tudi iz druge svetovne vojne, seveda predvsem pa iz leta 91 in naprej, te jugoslovanske vojne. To kar pogostoma, seveda to iščejo tako ljudje po Jugoslaviji, da poiščemo človeka, ali pa tudi iz drugih držav, evropskih držav, lahko rečem tudi v svetu, kjer smo mi članica svetovne organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, kjer nas je celo 187, ne, to je velika organizacija in mrskešmo smo v pomoč. Poleg tega pa tudi vzpostavljamo družinske povezave med sabo, ne. Se pravi, ne samo, da iščejo pogrešene, kjer je mogoče že mrtvo ali kjerkoli ga sploh ni, ne da ugotovimo, ampak da ljudje živijo še, ampak ne morejo se povezati med sabo. In potem se mi z Rdeči križ med sabo povezujemo in iščemo in marsikšno pričaramo potem kakšen čudovit dogodek, ko se to uspešno konča, srečno konča, lahko rečem. Torej, imate rezultate tudi na tem področju? Tudi na tem področju imamo kar lepe rezultate, ja. Ko vaju takole skozi oddajo poslušam, vajina prepletanja in vajine misli ali pa naše skupne, se mi poraja misel, govorimo seveda danes o Rdečem križu, o največji humanitarni organizaciji, drugače regulirani pri nas, pa vendarle, kaj pa vaše sodelovanje z ostalimi humanitarnimi organizacijami, ga je tudi zaznati? Gre. Mi kar dobro sodelujemo. Moram reči, da mi največkrat sodelujemo z Caritasom, tudi glede delitve hrane in tudi na drugih področjih. Recimo tudi skupaj smo člani FIHO, tako da to sodelovanje je kar na primernem nivoju. Pa tudi, seveda tudi z drugimi, jaz jih ne bi našteval, kjer jih je ogromno teh humanitarnih organizacij, moram pa posebej poudariti, da z večjimi, zato sem Caritas posebej omenil. Pa čeprav sem rekel, da dobro sodelujemo, ampak mislim, da bi sodelovanje lahko še na višji stopni, da bi mogoče tudi kakšne logistične stroške na ta način zmanjšali, ampak upam, da bomo v bodočnosti tudi to dosegali. Menite, da k takemu sodelovanju morda lahko pripomoremo tudi mediji? Brez dvoma. Mediji tlele lahko veliko naredite, ne samo za medsebojno sodelovanje na vseh področjih, recimo tudi s takšno predstavitvijo, ki imamo tukaj danes, da ljudje bolj natančno spoznajo Rdeči križ. Jaz, če grem samo z lastne prakse, pa bo mogoče izvenelo malo čudno, no? Ampak ko sem jaz prihajal v Rdeči križ, jaz sem dejansko res poznal samo krvodajalstvo. Če bi bilo pa v medijih bolj pogosto predstavljen Rdeči križ, kjer se vidi, da ima uspehe na vseh področjih, predvsem zadnje čase pa res na humanitarnih področjih, na humanitarnem področju, seveda bi ljudje verjetno tudi na to precej drugače gledali. Recimo posebno pa pri samih akcijah. Če nas mediji nekako res v tisti pravi, pozitivni strani, pa seveda tudi večkrat opozarjajo, da naj vseeno dajo ljudje denar tako za prehranjevanje pakete, kot za ljudi, ki niso bili nikoli na morju. V začetku ste lepo naredila uvod in če jaz gledam tudi naše otroke, ko pridejo prvič na morje, jih je večina tudi v solzah, ali pa v solzah odhajajo, ki jim je to hudo. To se pravi, ljudje bi morali to vedeti in čim večkrat ponoviš takšno informacijo, seveda resnično informacijo, ne kakšno napihnjeno, seveda potem bi verjetno tudi donatorji drugače gledali in vsi ljudje na sam Rdeči križ, ampak sploh na splošno bom lahko tudi rekel na vse ostale humanitarne organizacije, čeprav seveda te poudarjam, predvsem Rdeči križ, ki je res največja humanitarna organizacija in po tako teh ženevskih konvencijah, celo nekih določilih navajajo, da je Rdeči križ po vsem svetu podaljšana socialna roka države. No, pri nas moram reči, da
to se ne čuti še dovolj in jaz sem prepričan, da se bo to tudi na tem področju spremenilo. Zato res apeliram na medije, da nas podprejo. Čuti se verjetno ne dovolj, je pa dejstvo, ne? Da temu je tako, da se to dogaja. Gospa Potočarjeva, ko sem bila pred kratkim na enem dogodku, se je zgodilo še nekaj. Gospod, ki živi danes v Mariboru, pa je bil njega dni direktor v enem izmed podjetij v Novem mestu, je rekel, veš, Irena, spremljam vaš kanal. Pa ti povem, po čem sem si ga najbolj zapomnil. Po noči ne morem spati in gledam, kaj potrebuje Rdeči križ. In marsikaj sem že prispeval. Torej, verjetno je to tudi, se to čuti tudi na vaši območni enoti sodelovanje, pa ne samo z vašim kanalom, tudi z vsemi ostalimi mediji. Kakšna je vaša izkušnja? Ja, res je. Moram reči, ko se je ta pogovor teče, sem nekako čutila potrebo, da to tudi povem in ste me prehitela. Podarim potrebujem. Akcija, ki teče skupaj z vašim kanalom, z vami, dejansko na vašo pobudo, da lahko to izpeljemo, je pravzaprav izjemno odmevna. In tako kot ste vi prijela klic, sem ga prijela tudi jaz, nekaj klicev, da pravzaprav šele tukaj vidijo tudi in na nek način je to tudi promocija in seznanjanje, kaj vse lahko pomaga nekdo, kaj vse potrebujejo ljudje in seveda to, da se lahko ljudje zazrejo, da vidijo potrebe in da lahko darujejo, je nek prvi korak, stik z Rdečim križem, s humanitarnostjo in dobrodelnostjo in tudi to je način. In vesela sem, da imamo to priložnost, da smo lahko tako speljali. Bi pa rekla, kar se tiče tudi ostalega sodelovanja, da dejansko so mediji tisti, ki nas spremljajo. Moram reči, da pri nas, bi rekla, tudi krvodajalstvo porast. Porast vseh ostalih aktivnosti in prostovoljstva in naših nalog je rezultat sodelovanja z vami kot vašim kanalom, z vami kot novinarji, z vsemi mediji, ki nas spremljajo in seveda ponesejo te informacije o pomenu, potrebah v okolje in brez tega obojestranskega sodelovanja seveda ne bi bilo takšnih rezultatov, kot so. Zato hvala. No, nekaj minut, prosim, hvala seveda tudi vsej naši ekipi, ki vedno budno spremlja tudi te vaše dogodke in seveda na tak način poskuša to pozitivno informacijo in pa seveda spodbudo v nas samih in v naših gledalcih ponesti tudi v svet. Takole še nekaj minut nas loči do konca oddaje. Veliko bi imeli verjetno še zapovedati o raznih številkah, o statistiki, pa vendarle to za naše gledalce menim, da ni tako zelo potrebno, nekaj smo že rekli, ampak ob koncu morda še vsak iz svojega zornega kota, kako pa vendarle še lahko tisti, ki nas navzoj spremljajo, pa o tem morda sedaj razmišljajo, na nek način pomagajo. Zdaj v tem tednu ste zbirali nalepke pa znamke, tukaj je še dohodnina, mogoče še na nek način vajina tista sklepna, zaključna misel ali pa povabilo našim gledalcem, da naj vendarle, če še niso pristopijo, gospod Košir. Ja, jaz bi rekel, da je dobro, da bi se še bolj obudila ta beseda radodarnost, solidarnost, humanost, ne samo v tem času, to bomo sigurno potrebovali, verjetno v manjšem obsegu tudi kasneje in mislim, da je še veliko takih področji, ki se lahko uresničijo pri vsakem posamezniku, zlasti, kot ste že sama navedla, pri dohodnini. Dohodnina je že ena taka zadeva, ki se bi mirno na zelo enostaven način lahko nakaže, da tako rečem, na račun Rdečega križa. Seveda pa naj prispevajo pri vsaki akciji, recimo kot sem že omenil, pelimo jih na morje, v jeseni lepo je deliti, seveda lahko pa prispevajo na kakršenkoli način. Mi smo vedno odprti oziroma imamo te tekoče račune, ne samo na sedežu, tudi na območnih združenjih dejansko odprte in mogoče še to, da bi spodbudil predvsem tiste, ki lažje dajejo. Zakaj to govorim? Nam podatki v zadnjem letu kažejo, da je število teh darovalcev nekako ni vedno večje, približno enako, ampak da so pa zneski vedno manjši in ugotavljamo, da praktično darujejo tisti, ki že težko darujejo. In seveda spodbujam tudi vse tista večja podjetja, ki zelo uspešno
poslujejo, da nam namenijo nekaj sredstev, da bi potem lažje mi pomagali tisti, ki so najbolj socialno ogroženi, ki so na robu preživetja. In še vaša pika na i nocojšnjemu. Ja. Jaz bi se najprej in prvenstveno zahvalila vsem našim prostovoljkam, ki delajo na terenu, ki so naše zlate vile, hkrati pa tudi vsem donatorjem, ki sodelujejo z nami, ki so darovali. Vabim pa vse, da preko naših akcij, se pravi, da lahko darujejo, prispevajo sredstva v primeru praznovanja. Kadar imajo praznovanje, imamo tukaj tudi gradivo oziroma čestitke pripravljene, tudi v primeru darovanja pri smrti namesto cvetja v denarni obliki in seveda tudi, tako kot ste omenila, preko dohodnine. Uvedli smo tudi sodelovanje z umetniki, dražbo slik in seveda vabim vse, da se nam pridružijo, da pridejo k nam in da skupaj popeljemo v lepši, boljši jutri. Spoštovana gosta, hvala lepa, ker sta nocoj te trenutke delila z nami. Dragi naši zvesti televizijski sopotniki, naj zaključim s tole mislijo. Lepo je imeti, a veliko lepše je deliti. Hvala lepa in lahko noč.